Okay. Spoštovane študentke, študenti, profesorice, profesori, ter vsi prisotni. Dobrodošli na današnji okrogli mizi ob otvoritvi razstave in izdaji fotoknjige Sterilni študent. Projekt smo zasnovali študenti Akademije za likovno umetnost in Filozofske fakultete, ki smo v prepletu fotografij in teoretskih ekskurzov ter oblikovnih pristopov raziskovali izkustvo sodobne mlade akademske kulture, umetnosti in humanistiki. Danes bomo s sogovornico in sogovornikoma skušali osvetliti sledeče problematike povezane s projektom. Kako pristopiti do identitete umetnika in identitete nasploh? Ali zunanje, obrobno, celo nepotrebno dogajanje lahko prinese možnost simbolne spremembe? Kakšna je vloga pripisa ob umetnini? In kaj naj bi bil danes avtentičen položaj umetnice, umetnika? Z nami so Valerija Intihar, umetniška fotografinja in nekdanja študentka na ALO, ki trenutno dela v producentski vlogi na različnih kulturnih poljih, napisala pa je tudi uvodnik za sterilnega študenta. Domen Hitrec, akademski slikar in magistrski študent Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ter dr. Tomo Stanič, teoretik in predavatelj na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Ker imamo za pogovor časa le slabo uro, predlagam, da čim prej pričnemo. Če se dotaknemo prvega vprašanja, ki se tiče identitete umetnice, umetnika. Študentke in študenti umetnosti se včasih sprašujejo, kdaj oziroma ali naj se sploh okličejo za umetnice, umetnike. Kriteriji se za povrh razlikujejo znotraj umetniških institucij in izven njih. Kaj bi po vašem mnenju lahko nekoga kvalificiralo kot umetnico, umetnika? In predlagam mogoče, da se tega vprašanja najprej lotimo z bolj osebne perspektive. In če pričnem s teboj, Valerija, ti si imela že precej uspešno kariero kot modna oblikovalka, preden si pričela študijem fotografije. Na kateri točki si se, če sploh, začela dojemati kot umetnica? Res je, jaz sem dokončala študij oblikovanja in sem se kar precejšnje obdobje ukvarjala z raznimi oblikovalskimi projekti in tudi imela svojo znamko, ki sem jo vodila več let. To je bilo zelo produktivno obdobje, boljše je šlo, kot bi si lahko kdaj želela med faksom. Bilo je dovolj zanimanja iz strani lokalnega okolja in tudi iz strani tujega trga. Naučila sem se ogromno iz vseh sfer delovanja, torej samega krafta oblikovanja in tudi marketinga, vodenja cele te poslovne perspektive. Je pa res, da se je zelo hitro to je postalo zelo vseobsegajoče za moje življenje. Tako, glede na želje kupcev so se potem prilagodile tudi poletne počitnice, božični prazniki, skratka, res se zaženeš v delo, ki ga je absolutno preveč za 2 osebi takrat. In se zgodi, da ne prebereš nobenega besedila, ne poljudnega, ne teoretskega v pol leta. Jaz sem vedela, da to ni konec izobraževanja zame in sem se odločila nadaljevati študij na akademiji na smeri fotografija. To je bilo zame, to je nek nov vstop v neko svobodo. Zato sem tudi šla na akademijo zelo entuziastično, verjetno tudi zelo nekritično, z nekim ciljem v teh 2 letih zajeti čim več, kar lahko dobim, ker se mi je zdel neka sreča, privilegij dobiti feedback, ne delovati popolnoma sama, biti deležna nekega ateljejskega dela in tako naprej. Zdaj, tekom tega sem se odločila tudi vključiti v neke platforme za pisanje, za kulturno novinarstvo, za umetniško kritiko, samo zato, da bi svoje polje znanja razširila še na druge umetnostne sfere, ne samo na fotografijo in vizualno umetnost. In všeč mi je bilo to, da dobiš dobiš izgovor, da pristopiš do ljudi, intervjuješ ministrico za kulturo. Na neki točki sem delala intervju z 15 bioartisti in to je neka sfera, o kateri res nisem vedela veliko, ampak vodiš nek pogovor. To je
Torej, tudi to je nekaj, kar mi je pomenilo dodatno izobraževanje. Ampak seveda pride točka, ko dokončaš študij, torej jaz sem končala svoj študij in ker se zavedamo, da so nekateri projekti zelo slabo financirani, sem iskala redno delo, ki mi ga je ponudila v bistvu uprizoritvena umetnost, ne vizualna, ker so tam nekako producentska dela veliko bolj pozicionirana. Tako da nekako do tega je prišlo iz čiste potrebe, do novinarskega dela iz same radovednosti in v bistvu kot neko dodatno izobraževanje, medtem ko mi fotografija še zdaj pomeni, se rada identificiram z tem, ker si želim v svojem življenju vedno vzeti čas, torej vse mehanizme urediti tako, da obstaja čas za to neko zelo neobremenjeno raziskovanje, tako teoretsko kot čisto materialno. In torej ta pozicija identifikacije kot umetnice ne pomeni nobene privilegirane pozicije ali pa glamurozne pozicije, veliko moram delati za to, da se to lahko zgodi in da lahko svoje delo razstavljam, to pa se mi zdi nekak privilegij. In ker ta povabila dobim, mislim, da lahko delam v tej sferi. Ampak res pa si želim, da ne bi bila finančno obremenjena. Mislim, da tekom študija si nekako zastaviš neko idejo, kaj boš počel s tem, s čimer se ukvarjaš na faksu, in potem res narediš vse, da bi to lahko nekako počel. Ko pride neka povabila, seveda ne rečeš ne, vsaj v mojem primeru je tako, jaz ničemur nisem rekla ne, vse sem sprejela, včasih je bilo čisto preveč, ampak vse se je nekako uklapljalo v to idejo. Mislim, da je večji problem, kaj se zgodi, če ugotoviš, da to ne funkcionira in ostaneš brez te identitete, s katero si se nekako vklopil v nek sistem. Tako. Zdaj, o tem, kar si govorila, torej v bistvu je tvoja identiteta umetnice, če se lahko tako izrazim, večplastna, kar me je spomnilo na Tomota, ki je v bistvu najprej študiral arhitekturo, nato kiparstvo, nato še teoretsko analizo. Kje se ti najdeš danes? Mislim, moj položaj izpada zelo schizofren, ampak kot vedno pravim, meni se zdi, da sedim na istem stolu neprestano. No? Torej, zanima me ena in ista stvar, mogoče je to teorija, no? Ampak če bi se že mogel z nečim poistovetiti, je najverjetneje in najlažje to se poistovetiti s pedagoškim delom. No? To je bila moja želja in to tudi zdaj opravljam, tako da se ne vidim ne kot filozof, ne kot umetnik ali karkoli drugega. No? Toliko. Pa Domen, ti kljub temu, da si še magistrski študent, imaš za seboj že nekaj nezanemarljivih umetniških dosežkov, ampak vem, da je tvoj odnos do oznake umetnik problematičen, recimo. Kako bi ga ti opredelil? Meni se zdi, da je to neko vprašanje identitete in se ne sprašujem toliko, ali sem ali nisem, ne zdi se mi to bistveno. Nekako se mi to zdi bolj vprašanje delovanja tega, kar kdo dela. Se mi je pa zdelo hkrati pomembno ali pa zanimivo to, na kak način se je mogoče v drugi polovici 20. stoletja spremenil ta pojem umetnika. Postmodernizem je marsikaj relativiziral ali pa obrnil drugače, preizprašal in tudi na področju umetnosti se je to nekako, ta pojem se je razširil, s Tomotom se nekako strinjamo, da je to tudi nekaj dobrega, no? Da je pojem umetnika širši in da je to neka široka disciplina. Je pa predvsem pri temu vprašanju obrti, mogoče se vredno si zastaviti vprašanje, kdaj postaja neka obrt dosti virtuozna, da ji lahko rečemo umetnost. Okay.
če bi se kdo še lahko rad dotaknil bolj problema identifikacije nasploh, torej tega, kako danes mogoče že sama to, da se nekdo označi kot umetnik, mogoče zna tudi na nek način omejiti. Mogoče kar Valerija. Mogoče bi dodala še neko zanimivost, da verjetno še prej, preden sam poklopiš vse stvari in si dovoliš se označiti za umetnico ali umetnika, te zna mogoče že tvoje okolje za to označiti. Tako zanimiv primer recimo bi bil, ali pa ilustracija. Na Instagramu objaviš 3 objave iz svojega 3-dnevnega potovanja, ki je zelo kratko, ampak te potem še mesece in mesece ljudje sprašujejo, si že nazaj v Ljubljani, mislili smo, da potuješ. Nekako se ta percepcija, ki si jo ti razporedila skozi čas, skozi neko svojo to virtualno pojavnost, ki je pač naša realnost, se zasidra v percepcijo drugih ljudi. Mene so označili za umetnico že leta nazaj, ko mi je bilo nerodno, blazno nerodno, ker nisem še čisto nič naredila, razen tega, da sem objavila, 3 Tumblr fotke na Facebook. Tako da to so zelo potencirane zadeve in znajo biti zelo hecne. No? Tako da mislim, da kljub temu, da je to zna biti kar absurdno, da je fajn, da veš, kje lahko to svojo identiteto v bistvu dobro uporabiš. Mislim, da če znaš svoje delo skomunicirati na vseh kanalih, ki ti jih današnji svet ponuja, in pač si samozavesten v svoji identiteti, pridejo s tem mnoge priložnosti. In do tega nisem kritična. Mislim, če se še jaz navežem na Valerijo, no? O tem smo že večkrat govorili. Mislim, da problem identitete, no, da je sicer bolj kompleksen, ampak mislim, da je na nek način dvoznačen, da je vprašanje, zadnje čase sem se o tem spraševal, kaj pomeni identiteta. Ne? Po eni strani, dostikrat družba te označi in te na nek način, ne vem, če bi rekel, uokviri v določen, te usmeri v določeno identiteto. Ne? Sem po drugi strani, mislim, sicer se zdi, da identiteta dela družbeno vez, ne vem, spolna identiteta, religiozna, nacionalna in tako naprej, ampak povzroča tudi neke določene težave, če zdaj bolj mislim, da je to vidno. In potem sem se spraševal, ali je biti umetnik ali, ne vem, se ukvarjati s teorijo enako identiteta, ne? Če je enako, da pomeni, da se poistovetim in jaz mislim, da je vseeno razlika poistovetiti se za neko označbo ali poistovetiti se z nekim problemom, zaradi tega, ker načeloma veliko ljudi se ukvarja z umetnostjo, pa bi zase rekli, sem recimo opazovalec, ne? Ali sem nekdo, ki ustvarjam v tem polju, ampak nisem umetnik, se ne čutim kot umetnik ali mogoče se ne čutim kot filozof. Ne? To pomeni, da se bolj poistovetiš z nekim poljem, z nekim zanimanjem, z nekim problemom. No? To me vedno zanima, ker mogoče ta pripeti identiteto na nekoga je tudi najlažja označba, tako da se najlažje selekcionira in določa, predvsem pa izloča neko določeno skupino ljudi. No. Samo toliko, ne, da je to, če sem malo bolj krut, no, identiteta je način nemišljenja nekega partikularnega, posameznega problema. Ne, je ne ukvarjati se z nekom, ampak lepo se reče, to je ženska umetnost in smo zaključili, ne? Ampak je vprašanje, če te nekdo da v to identiteto, kaj to pomeni in kaj s tem prinaša, no? Samo toliko, no, če bi. Kdo lahko še reče, kaj dodal, glede identitete? Mislim, iz tega vidika po mojem bolj stvar delovanja, kot pa tega samo identificiranja ali pa tega, da je nekdo se ima za neki. Torej, če nadaljujemo z naslednjim vprašanjem, sicer se bomo zdaj dotaknili Odprte akademije. Stožer snemanja fotoknjige je bil dogodek Odprta akademija, kjer poleg razstave raziskovalnih, umetniških in oblikovalskih del poteka tudi povezovanje s širšo okolico in grajenje skupnosti.
Ali se vam zdi, da tak dogodek lahko nosi revolucionarno, preobrazbeno vrednost? Valerija, kakšen je tvoj odnos do Odprte akademije? Kot Do nekdanja revolucije. Ja, takoj bom zdicala. Mislim, imam mal problem in verjetno nisem edina z nekimi takimi izrazi, kot je revolucionarno ali pa že mogoče prevpraševanje brez kakršnega koli odgovora, torej brez nekih nujnih kontekstov. Mogoče se mi to, kar Odprta akademija ponuja, ne zdi revolucionarno, ampak absolutno pa se mi zdi nujno. Jaz sicer sem študentka te generacije med korono, ki Odprte akademije še ni bila deležna, sem pa redna obiskovalka kot bivša študentka in se mi zdi zelo lepo, da me ta skupnost sprejme. Torej, to, da v tem času, ko se vsi nekako individualno borimo za možnost predstavitve svojega dela, da akademija to usidra v svoj sistem in ponudi neko proper razstavo, se mi zdi absolutno nujno in to odločitev zelo spoštujem. Hkrati je pa še ta nek socialni vidik, ki se mi ne zdi zanemarljiv, torej, da lahko grem z bivšim sošolcem ali pa celo mentorjem na cigaret, da lahko z ramo ob rami stojiva v prvi vrsti na nekem koncertu. Je zelo dragoceno, se mi zdi, da v moji izkušnji zelo individualiziranih procesov fotografija ni bila to ateljejsko delo, pa tudi seveda se zavedam, da ateljeje je težko dobiti ali pa jih tudi težko vzdrževati, ko nehaš študirati. Recimo jaz sem sama subletala neko mesto v svojem ateljeju in so se člani ves čas menjali. Torej vsak mesec je nekdo ugotovil, da tega ne more vzdrževati ali da ni dovolj financ ali da nima dovolj časa. Torej res tega ni tako veliko in potem se znajdeš v svoji glavi, v svojem procesu. Torej to, da se podružimo in brez nekega pritiska redno komuniciramo in se znajdemo v tej neki širši skupnosti akademije, se mi zdi pozitivno tudi zato, da v bistvu se sam spomniš oziroma se sama spomnim, da si želim to v svoji praksi, to skupnostno delovanje, da v tem res ne želim biti popolnoma sama. Domen, tudi ti si bil, zadnje leto nisi bil v Sloveniji, ampak v Lincu, ampak akademije si se vseeno udeležil, torej malo kot zunanji opazovalec. Kakšen je tvoj pogled? Jaz najprej povezujem ta dogodek Odprta akademija nekako z, to je zdaj 3 leta zapored trajalo. Mislim, že predtem, mogoče med korono ne, ampak že predtem je bil nek dogodek, zaključna razstava na akademiji, ampak je bil bolj zaprtega tipa, nekako ni bilo na isti način predstavljeno to javnosti in to povezujem, ta dogodek povezujem nekako z spremembo kadra v tem času, ko sem tudi jaz študiral. Novi profesori, novi ljudje so si zamislili to na drugačen način in tudi z temi spremembami medija pa sporočanja je to nekako malo povezano. Mislim pa, da je to sigurno nekaj dobrega. No. Meni je bil zelo prijeten dogodki. Tomo, letos je Mini Đukić, gonilni sili Odprte akademije, tudi pomagal pri organizaciji. Kakšen je tvoj odnos do Odprte akademije? Kako si jo dojemal, mogoče, ko ste jo pripravljali, kako jo dojemaš zdaj? Mislim, moja vloga je žalostna, predvsem sem bil v to potisnjen in drugič sem ukradel vse ideje Emini. No. Emina, hvala. Mislim, ne, moram se zahvaliti, no. Jaz sem izjemno presenečen, ker znotraj kolektiva se pa navadi sliši kakšno kritiko, sem pa tja glede financ. No. Študentski odziv je pa bil zelo dober, čeprav tudi od pedagogov. Moram reči, da mislim čisto preprosto, no, jaz sem zelo vesel, da ta akademija, Odprta akademija živi. Letos bo
mislim, zdaj se pripravlja 80. obletnico, torej ponovno bo nova odprta akademija, najverjetneje še večjih razsežnosti, tudi tega se veselim. Zdi se mi samo to, da kolikorkoli izgleda izven pedagoškega procesa, imam občutek, da je nujna in da je doprinos k temu, da smo vidni, ker nenazadnje smo tako malo razpršeni po celi Ljubljani, nimamo pravih prostorov, nimamo prave vidnosti, nimamo praznika, nimamo pravega dogodka. No? In mislim, da s tem odprtjem pridobivamo na pomenu in vidnosti. No? In sploh, da je nastala ta fotoknjiga in ta današnja okrogla miza na to temo me izjemno veseli, ker pomeni, da je vidno in da ima nek pomen, no, za iz strani študentov, samo toliko. No. Ja, mogoče bi se v fotoknjigi se dotaknemo tudi tega, kar se dogaja recimo na Univerzi v Kentu v Veliki Britaniji, so nedavno v bistvu začeli zapirati programe humanistike in umetnosti za voljo tega, da so financiranje usmerili bolj proti uporabnim programom, kot je, ne vem, informatika in podobno. A se vam zdi torej, da je tukaj, recimo, da mogoče odprta akademija lahko ponuja neko možnost, ravno, se ste že omenili tega opozarjanja, mogoče tudi boja proti takim ukrepom? Če ima kdo kaj za dodati, drugače. Tomo, ne. Mislim, ne vem, če je boj, no, ampak vsaj jaz sem se tako boril, če nisi viden in si nepomemben. Mislim, da bolj ko si viden, če si nekako živ, oziroma ne samo, da si viden, da bi bila to neka veselica, ampak da ponudiš mogoče mal drugačen pogled, tako na razstavo kot ob razstavne dogodke, s tem nekaj sporočaš družbi in tudi nekaj povzročaš v družbi. Zdaj kaj, ne vem, če ima neposredne posledice, ampak upam, da ja, lahko samo upam. No. Upam tudi jaz. Na Akademiji za likovno umetnost imaš tudi fotografije teoretsko podlago. In za Walterja Benjamina je bila ključna komponenta fotografije ravno zapis ob njej, ki omogoči, da vpliva na gledalca. Mogoče se bomo mi tega vprašanja lotili malo bolj splošno, glede da ima vsak svoj medij. Ampak, če začnemo s tabo, Valerija, kako ti vidiš vlogo zapisa ob umetniškem delu? Kljub temu, da je Walter Benjamin absolutno pomemben študijska persona, se mi zdi, da v dobi digitalnega generativnega potenciala fotografije celo mogoče se ga je malo preveč preprosto citirati. No? Včasih mi tukaj zmanjka, tako da bi si želela še kakšne druge vere in k njim stremim. Načeloma v mojem zanimanju v fotografiji, ki je precej abstraktna, torej ki se z nekimi manipulacijami v dokumentarno loteva precej fikcijskih podob, se mi zdi zapis zelo pomemben. Torej, če vstopamo v nek svet podob, v katerih se kot gledalci sprašujemo, kaj pravzaprav gledamo, so nam zelo nejasne, se mi zdi, da je dobrodošlo, da ne prepustimo vsega samo gledalcu, ampak da pač ponudim neko vstopno točko v to neko fiktivno pripoved, narativo, in da to lahko povzroči nek eureka moment ali pa samo nek vstop. Ampak res pa ne govorim samo o zelo nekih didaktičnih principih naslova, medija in 3 kuratorskih stavkov tukaj. Ne vem, jaz zelo podpiram razširjene pristope k tem zapisu v
ne vem, v obliki daljših tekstov ali pa audio zapisov. Mislim, da je toliko enih kanalov, kjer se lahko to zgodi, da se mi zdi ta govor o tem res didaktičnem, res okrnjenem zapisu majčken nepotreben. No? Tako, res vidim ogromno potencialov, kam se to lahko zapiše, tudi v obliki fotoknjige, v primeru sterilnega študenta, to se mi zdi čudovit primer, tako da je to nekaj, kar me absolutno zanima, no? Razvijati ta zapis v neke bolj zanimive forme, toliko za začetek mogoče. Okay. Domen, tvoje slike imajo ponavadi zanimive, veliko premisleka, veliko branja, veliko muk. Kakšen je tvoj odnos do zapisa ob, recimo, tvojih slikah? Ja, sem se spraševal o tem, če je smiselno pristaviti nek tekst ali pa nek zapis ob sliko. Nekako sem prišel ponavadi do zaključka, da to več odzame. No. Tudi sem zadovoljen s tem, da so moje slike nekako same za sebe kot podobe dovolj močne, da ne rabijo nujno zapisa, je pa res časih, da se razgubi vsa ta vsebina. Ampak nasplošno se mi zdi, da je tekst ob umetniškem delu skoraj večkrat kot nek presežek, ali pa neki preveč, ali pa neka stvar, ki bi naj skoraj da zagotavljala neko verodostojnost tistemu umetniškemu delu. In velikrat vidimo tudi galerija, da grejo gledalci, mislim, na hitro pogledajo tisto umetniško delo in pol grejo hitro brati tekst, da vidijo, kaj je tisti pomen. Ampak se mi zdi, da na tak način je čudno, da na tak način gledamo umetnost nekako. Ja. Tomo, kolikor vem, se trenutno tudi ukvarjaš z odnosom med zapisom in podobo, če posebej na digitalni krajini, bi mogoče lahko kaj dodal tukaj? Ja, ok, mislim, to je problem, ki mi je nekako blizu, ampak če zvedem samo na par parametrov, mislim, da tekst zraven podobe ali umetniškega dela ima zelo različne vloge, da nekje ima informativno, nekje ima performativno, nekje nekaj označuje, nekje je zgolj serija del, nekje je postopek pridobivanja dela. V glavnem, tekst ni enoznačen, tako kot lahko govorimo o podobi. Ok, podoba je podoba, kot črka je črka, ampak podoba je lahko marsikaj in črka lahko tvori marsikaj. Ne? Bolj mi je zanimivo to, no, da danes skoraj ni dela, kjer brez listka. To pomeni, preden jaz doživim, se udeležim, kakorkoli dojamem, kontempliram delo, grem po neko afirmacijo, po neko potrditev ali po neko kontekstualizacijo k delom. To samo pomeni nekaj, da dojemamo podobe na nek določen način, ne? Da je tukaj, da se vprašamo pred delom umetniškim, ok, kaj ta podoba kaže, kaj mi želi povedati, ne? Kar ni nujno, da je vedno tako bilo, no? Podoba nekaj kaže, ni nujno, da nekaj govori ali pa da me umešča v nekaj. Torej, želim reči samo to, da tukaj ni med črko in podobo, ni nujno razmerje neke aditivnosti, ne, to plus to je več, ne, več je več. Dostikrat črka razlaga besedilo, celo odzame neki podobi, oziroma če podobi ali delu nekaj manjka, potrebuje neko kontekstualizacijo, ki je ni bilo delo zmožno skomunicirati, če uporabim ta izraz, na način forme. No. V glavnem, ta odnos je vsekakor kompleksen in je zelo raznolik, tako da je težko potegniti enoznačno razlago. Sem pa zadnje čase zelo veliko razmišljal o tem in tudi napisal en članek na to temo, da mi je zanimivo,
da ko odpove družbena vest, mednarodno pravo, kakršnikoli dogovori politični ali kakorkoli, ko vse odpove, začnejo leteti naboji, bombe in podobe. In to mi je bilo, kadar odpove beseda, nastopi podoba. In to mi je nekaj fascinantnega, ne? Kaj ta podoba je, zakaj nastopi v teh momentih, kjer beseda propade. Ne? Očitno ima podoba neko zanimivo moč, ki nas vsekakor naredi apatične lahko, ne? Lahko pa, to bi bila tudi moja interpretacija, na nek način je tudi klic v sili, je obupan poskus vzpostavitve, ponovne vzpostavitve neke družbene vezi, ne? Ali pomiritve. No? Samo toliko, da mislim, da ni preprosto adicija 1+1, ne? Ampak da imamo to čudno dialektično razmerje izmenjevanja med vizualnostjo in besedom, ne? Kjer so ta razmerja vsaj meni zanimiva. No? Toliko. Mogoče, če se navežem na to, kako potem vidite vlogo umetnika v tem svetu, preplavljene s podobami, ko odpove torej besedilo. Mogoče kar Valerija, če bi pričela. Zdaj, če se navežem neposredno na Tomota in njegov komentar zdaj, se mi zdi, veliko se sprašujemo o tem, kakšna je vloga dodatne proizvodnje podob v svetu preplavljenem s podobami, ampak zdaj sem malo znervirana, ampak če se nam urivajo podobe vojn in marketinške podobe, torej komercialne podobe na vseh korakih možnih, potem se mi zdi, da se lahko urivajo tudi naše podobe povsod. Torej lahko se gremo nek eksperiment generiranja, kdo zmore več. Mislim, da je večja težava tukaj, vsaj meni, mogoče sama pri sebi nekako temeljiti ta prostor za moje delo. Torej, moje delo ni zares dokumentarno, torej ne obravnava družbenih procesov na tak direkten, resničen način. Moje delo ne reflektira nekih procesov ustvarjanja ali pa kulturnih procesov, torej ni kritično do sistema. Tudi nekako ne zanimajo me že dolgo več neke zelo čustvene navezave na osebne narative. Torej, kako se pomiriti s tem, da ima moje delo, ki je neko raziskovanje, ki je v bistvu to, da si jaz jemljem čas, da raziskujem nek medij in odkrivam v njem nove stvari, da je to zasluženo financiranje. Torej, da se ne počutim kot imposter, da je to okej. S tem se je dobro pomiriti. Ja. Domen? Ja, živimo v nekem času poplave informacij, poplave podob. O tem je tudi še kar veliko govora. Se mi zdi, da na umetnostnem področju je to nekako na dveh nivojih. Na enem je pač neka kvantiteta produkcije, pa na drugem kvantiteta še teh podob produkcije ali pa tega, kar se deli že iz same produkcije. Neka množica fotografij, ki krožijo, in tisto je v bistvu še dodatno poveča prvo ponavadi, ker smo vsi pod nekim občutkom, da nastaja ogromno umetniških del in to včasih mislim, da ima to neke posledice na umetniško prakso vseh nekako. Zato se mi zdi pomembno v tem času nekako se naučiti to zignorirati in delovati v nekem svojem tempu in tudi objavljati v bistvu stvari v nekem svojem tempu. In to poskušam prakticirati. Sem pa nekako svojo zadnjo sliko se ukvarjal tudi s to vsebino množice podob, ki jih nek
čas kapitalizma producira. Valerija, imaš mogoče kakšen odziv na Domna, glede na to, da je v bistvu njegov odnos mogoče malo drugačen od tvojega, ki si govorila o bitki s podobami, proplava podob? Mogoče, ja, sej nočem toliko zapeljati v smer neke bitke, kot v to, da je velik nekih, da je toliko enih potencialov, kam lahko svoje delo umestiš in se mi zdi ga čisto v redu uriniti. Ja, zdaj pred kratkim sem bila na festivalu Pixel Point v Novi Gorici, kjer sta dva umetnika iz kolektiva, iz tujega kolektiva govorila o tem, kako svoje virtualne razstave umeščata na Google Maps, torej se ti prikažejo tam čist nepričakovano. Take stvari, taki zanimivi urivki me mogoče zdaj zanimajo v kontekstu tega in to se mi zdi čist odlično. To, kar pa je govoril Doman, je pa že mogoče vprašanje nekega iskanja. Vem, da imaš neko temo odpora oziroma pasivnega upora, ali pa jaz bi temu rekla samo iskanje nekih niš, kako delovati v tem sistemu in tempo, ta ideja počasnega tempa se mi zdi čisto super. Tako, sem mi blizu. Tomo, bi še želel kaj dodati? Mislim, verjetno, če si na socialnih omrežjih in slediš pač globalni praksi, je verjetno vedno občutek, da se je že vse bilo ustvarjeno, vse smo že vse videli. Samo po mojem vloga umetnosti tukaj, če sem lahko malo bolj abstrakten, ni dolivati vodo v ocean, na nek način dodajati podobe, ampak je po mojem, obstaja razlika, vsaj danes sem o tem nekaj malega govoril, da je razlika med prikazati oziroma postaviti nekaj v vidno in med pokazati. Pokažemo pa lahko tudi na nekaj skozi določeno polemiko, skozi določeno nevidno. No, to ni nujno, da gre za hiperprodukcijo, glasnejši si, bolj boš viden, ampak da po mojem vloga umetnosti je predvsem preizpraševati vidno. No, mogoče bi samo toliko. Zdaj smo se v bistvu že, Valerija je že govorila o pasivnem uporu, tako da mogoče se lahko kar lotimo vprašanja o pasivnem uporu. V svojem eseju Exhaustion and Exuberance, izčrpanost in ushičenost, Jan Verwert raziskuje alternativne oblike upora, ki ne prinašajo k nenehni rasti in proizvodnji sodobne družbe. Raziskuje možnosti pasivnega upora kot pristne oblike upora. Govori o umetnikih, ki pa se poslužujejo praks, ki jih sodobna družba ne dojema kot produktivnih. Kako vi vidite vlogo pasivnosti danes? Zdaj, Domen, ti si že govoril o svojem pristopu, ki nekako že deluje kot pasiven pristop. Mislim, vse je zelo aktivno, ampak... Valerija, ti si se pa v vodniku za številni študentov v bistvu že dotaknila te teme. V bistvu si imela mogoče rahel problem s tem pasivnim pristopom. Ja, res sem imela nek trenutek osebni. Sem na prehodu oziroma končala sem študij in se vključila v neke popolnoma druge procese in je prišel do enega zanimivega paradoksa, torej ustvarjati in ne ustvarjati in tako naprej. Ampak mogoče, če malo povzamem, kaj je moj uvodnik v sterilnem študentu, veliko je bilo enih odhodov iz umetnosti, bolj ali manj medijsko pokritih, bolj ali manj manifestarnih. Zdaj, nekateri se z izginotjem ali pa prenehanjem delovanja ukvarjajo znotraj svoje prakse, ampak še vedno neke izsledke ali pa artefakte potem razstavijo, kar je še vedno delovanje znotraj tega sistema in je to neka posebna sfera po mojem. Potem so tudi torej manifestarni odhodi umetnic, dve sta zelo poznani,
Charlotte Posnenski in Lilo Zano, ki sta zapisali manifest in prenehali z ustvarjanjem in se posvetili drugim praksam. Recimo Marcel Duchamp je na neki točki ugotovil, da se bi raj posvetil šahu. Sicer je to bil nek konceptualen trik, ampak je bila kar stvar debate. Zdaj, kot neka oseba, ki zaključi študij in bi se želela ukvarjati z umetnostjo, ampak pridejo neki drugi procesi, ki te pogodbeno zavežejo ali pa malo boljš financirajo in potem še ne znaš čisto urediti svojih urnikov, preprosto ne ustvarjaš nekaj časa, ampak o tem pri meni ni bilo ničesar manifestarnega. Je pa res, da nimam pa tudi nobenega kanala v tem primeru in mnogi ne, ki bi pač to povedali. Komu ne povem, da pač zakaj ne ustvarjam, torej kaj je moj razlog prenehanja. Mogoče sicer sem našla druga bolj primerna področja ali pa se vključila v lokalne iniciative, recimo Inštitut 8. marec in šla dejansko spreminjati stvari na neko področje, kjer se stvari spreminjajo, torej ne v notranjosti svoje prakse kot konceptualni vzgibi, ampak mentorju ne morem zares povedati, zakaj še nisem oddala magistrske naloge, nikogar ne zanima, kje so te razstave, zakaj ne izkoriščam svojih bonitet kot mlada umetnica, ki se počasi, ta stalež se počasi izteka in pride do pač neke precej zoprne situacije. No, tako, to sem želela malo tematizirati. Predvsem se mi zdi, da neko nedelovanje ni rešitev, da mislim, da je treba iskati načine, kako vsem delovati in biti produktiven v tem sistemu, čeprav je veliko enih hakeljcev v tem. Ne vem, recimo dober primer je velika galerija, ponudi razstavljanje ogromnem številu ljudi, ki jih slabo plača, torej ponudi zelo nizke produkcijske stroške. V pogovoru med temi umetniki je zelo morbidno vzdušje, same pač pritožbe, nobenega excitementa, ampak noben ponudbe ne zavrne. Torej, še vedno pa nismo tam, da bi nekako skupaj razstavili svoje delo, pri katerem se ne bo poznalo, koliko je vsak od nas vložil iz drugih podpornih sistemov in drugih produkcijskih sredstev, torej osebnih, da se te razlike ne bi kazale, ampak pač še vedno nadaljujemo v teh nekih individualiziranih procesih. Tako da mislim, da je ta upor v manjših zadevah, ja, manjših prilagoditvah. Možete dodati, kar se da? Ja, mislim, v zvezi s temi umetniki, ki nekako se pasivno upirajo, mislim, da ne smemo pozabiti, da ponavadi gre za neko prakso, ki je nesmiselna pa uporniška, ampak je sploh glede na to, da nekako vemo za te umetnike, je vedno hkrati s to prakso prisotno še nek drug medij, dokumentacija in neka druga vrsta deljenja tega in izkaže se, da ne gre samo za upor, ampak za neko protislovje upora hkrati z nekim drugim medijem, ki to predstavlja. Tomo, biš mogoče še kaj zdaj dodati? Ne direktno to, no, mogoče lahko samo rečem dve besede zraven, ponovno, če govorim mogoče kot pedagog, ampak kaj je akademija in kaj je, neprestano se tudi nas preverja, kaj ste naučili, katera je veščina, katera znanja, katera vednost, ali so osvojili študenti to. In tako naprej. Se pravi, je neka težka profesionalizacija, ne? Koga boste usposobili, zakaj, ampak kako usposobiti nekoga, zakaj, če imaš nek sistem, ki pač ni, ki je neobstoječ, ne? Kako narediti predmet, kako se preživeti na trgu, če trga ni. Rad bi zagovarjal drugi pol. In to, o tem smo tudi že nekaj govorili, no, o vlogi mogoče umetnika v družbi. Kaj pomeni upor, ne vem, ampak čas akademije je po mojem čas nekega srečevanja, čas neke praznine, čas neke misli. Čas neke možnosti misli, ki je danes
tudi če zgleda, ja, sej celo življenje bo čas za misel, ne bo. Ne bo. Sej celo življenje bom lahko delal uporabne, mislim, še neke stvari bom lahko, ne. Gre samo dol. No, in zaradi tega se mi zdi to, da je nek prazen čas, Jože Barš je govoril za ničnost, za nič, umetnost je za nič in za nič, ne. Se pravi, da ni uporabna, da nima neke funkcije, da ni takoj upeta, bodi si v gospodarstvo, bodi si biznis, da nima strogega naslovnika, da ni na nek način takoj da ni rezultat da nima želje po nekem neposrednem trženju. Vem, ja, včasih iz ene strani to zgleda horor, ne. Po drugi strani pa je to tudi neka možnost in jaz mislim, da je bistveno to gojiti, da obstaja nek ta prazen čas in neka nefunkcionalnost, neka mogoče celo nesmiselnost, ki pa lahko pokaže družbi natanko to, da obstaja nekaj drugega, kot je ustroj, ki ga trenutno mogoče živimo, ker na nek način spregovori iz nekega ne mesta, iz nekega neprostora, iz nečesa, kar še ni možno, ampak se hkrati zgodi. In zaradi tega vseeno jaz študentom, mislim, na akademiji obravnavam študente kot, ne vem, kako bi rekel, največje upe polagam v njih, no, ker kakršnakoli družbeno gibanje je, kakršnakoli težava so v prvih vrstah, je takoj nek odziv, neka misel, je neka misel in odziv, je neka reakcija in iz tega, in to je tisto, kar po mojem, mislim, samo nek prazen čas in neka zaničnost in nek nesmisel po mojem to omogoča, no. In tle vidim tudi mogoče pojem kreacije ali vzpostavitve novega, no. Tukaj vidim potencial. Ne toliko upor obstoječemu, vi ste črni, mi bomo beli, ampak mi vam pokažemo, da je možno tudi nekaj drugega, kot je trenutno vzpostavljeno in tukaj vidim nek bistven doprinos, absolutno, kar smo govorili, tako humanistike, družboslovja, umetnosti in tako naprej, no. Da še odprte akademije. In odprte akademije. Na tej točki moramo zaključiti pogovor, nažalost. Če samo na kratko obnovim, če smo se dotaknili, torej govorili smo o problematiki tega, da se lahko označimo kot umetnica, umetnika, da gre mogoče tukaj bolj za stvar delovanja kot identifikacije. Dotaknili smo se odprte akademije, kako mogoče, če nima ravno revolucionarnega potenciala, ima pa vsaj potencial, da opozarja na študente umetnosti in humanistike, ki so danes malce zapostavljeni. Dotaknili smo se vloge med tekstom in podobo, tem, kako v današnjem svetu ta odnos mogoče postaja tudi malo drugačen. In pa na koncu smo pregovorili še o alternativnih oblikah upora oziroma pasivnosti kot možnosti upora, ki mogoče ni pravi način upiranja, ampak se pa vseeno v tej prazni točki mogoče, torej ne kot upiranje, ampak kot ponujanje tretje možnosti, ponuja neka možnost, neka alternativa. Zdaj bi se rad zahvalil našim sogovorcem, torej Valerija Intihar, Domen Hitrec in Tomas Stanič, in pa vam, dragem občinstvu, da ste nam prisluhnili, da ste si vzeli čas za nas. Zdaj, čez nekje 10 minut bomo po mojem nadaljevali z otvoritvijo razstave. Hvala. Hvala, Lan.